Lepo pozdravljeni in dobrodošli na našem webinarju, seminarju interaktivnem, kolikor se le da, na temo, kako preživeti samoizolacijo in čas po njej, ter ostati pozitiven. Lep pozdrav vsakemu izmed vas in najlepša zahvala tudi Slovenski poslovni točki, kajti izvedena delavnica je financirana iz projekta SPOT, ki je financiran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Spirit Slovenija. Tako, lepo vas je videti. Kako ste kaj? Ta naš seminar bo, kot rečeno, kolikor se le da interaktiven. Tako da preveč vas je, da bi mi povedali, kako ste kaj. Bomo se pa malce pohecali tudi z Mentimetrom. Hvaležna bi bila, če bi lahko sedaj vzeli v roke tudi svoje pametne telefone, vtipkali kodo menti.com, uporabili kodo 56268784. Tako, in odgovorili, kako ste kaj, kot da smo v šoli, od 1 do 5. Torej, 3x2 menti.com in koda 562684 in na to vstavite 1, 2, 3, 4 ali 5, da bom jaz vedela, kako ste kaj. Prvi je že odgovoril. Tako, smo nekje v Gaussovi krivulji, ki pa je nagnjena malce proti desni, torej največ nas je prav dobro. Me veseli, vsaj 21 vas je tudi odlično. Hvala tistemu, ki se počuti samo zadostno, pa je vseeno z nami. Kajti, zato, ker bomo mi danes delali, in to je razmišljanje, namreč v resnici na ljubo potrebuješ kar nekaj pozitivne naravnanosti. Tako da najlepša hvala. 73 vas je odgovorilo, še prihajajo vaši odgovori. Tako smo kaj, 22 nas je odlično, 37 prav dobro, 16 dobro, lepo. Če bi to naše počutje pokazali, samo sekundo, še, ne, rada bi pobegnila in vam spet pokazala prezentacijo, samo trenutno, prosim. Evo, nekateri ste dali oceno 1, nobeden, 1, 2, več kot 22 vas je bilo odlično. Tisti bi dali odprto dlan. Odprta dlan ima svoj simbol. Pozdravili ste me, se pozdravljam pozitivne revolucije. Zgodbe, ki jo ta trenutek res potrebujemo. To je za uvod, vam bom predstavila Debonovo načelo o tem,
kaj lahko vsak izmed nas naredi, da bi živeli v boljšem svetu. 5 prstov, odprta dlan. Palec simbolizira učinkovitost. Brez učinkovitosti, vsi veste, samo sanjamo. Palec pomeni cilje. Zastavimo si, kaj bomo naredili in to tudi izpeljemo. Zakaj palec? Kajti brez palca bi zelo težko uporabljali ostale 4 prste. In zato je učinkovitost, postavljanje in doseganje ciljev ključno, če želimo živeti v boljšem svetu. Torej ne brezciljnost. Kazalec je simbol za konstruktivnost. Smer naprej, da bomo živeli v boljšem svetu, je pozitivna, ni negativna. Je ustvarjalna, ni uničevalna, torej kazalec kaže pot naprej. Torej, tisti, ki ste pokazali 4 prste, upam, da vmes mislite tudi učinkovitost in konstruktivnost. Kaj pa spoštovanje? Sredinec, dovolite, da vam pokažem, sredinec, upam, da razumete hec, je simbol za spoštovanje. Največji prst med vsemi je. In če hočemo živeti v boljšem svetu, je najpomembnejše ljudem in vsem živim biti spoštovanje. Torej gre za način, kako se obnašamo do njih, za človeške vrednote, za naša občutja in v to je to najpomembnejše. Poglejmo, kaj bi naj simboliziral prstanec, simbol za samoizpopolnjevanje. Ljudje, ki so uradno poročeni, imajo tukaj prstan, ker so se zavezali. In tudi vi ste se v resnici zavezali k temu, da se nenehno samoizpopolnjujete. Drugače v resnici na ljubo verjetno ne bi preživeli petkovega dopoldneva na webinarju. Kajti vsak izmed nas ima in pravico in dolžnost, da sebe izboljša. Stroj tega ne more. Človek pa lahko in se tudi mora. Poglejmo še, kaj simbolizira mezinček, najmanjši prstek. Prispevek. Tudi najmanjši prispevek k boljši družbi, k boljši organizaciji, k boljšemu timu je veliko vreden. Torej ne gre za to, kaj pričakuješ, kaj zahtevaš, gre za to, kaj boš prispeval. In dovolite, da vas zdaj pozdravim še s pozdravom pozitivne revolucije. Danes je boljši dan. In jaz upam, da bo za vas danes tudi boljši dan, tudi zaradi skupnega jutra. Sicer naj vam predstavim zgodbo, ki sem vam je povedala za dobro jutro, je iz knjige Priročnik za pozitivno revolucijo avtorja Edwarda de Boona. Upam, da je tudi za vas danes boljši dan in če le lahko, bom zelo vesela, če odprete 3 pikice, desno zraven je conversations in če tam napišete, da je tudi vam danes boljši dan. Torej, iščemo desno od 3 pikic, je conversations, pogovori in vesela bom kakšnega vašega pozdrava za dobro jutro. Čisto mimogrede, zraven imate tudi Q&A, show Q&A, tam pa lahko pošiljate vaše vprašanja. Sedaj sem dobila sporočilo iz režije, da je malce zamika pri tem, kar se dogaja. Razumem. Bom počakala še 30 sekund. Torej, če imate koga zraven sebe, dajte mu petko, zato da se bomo še bolje počutili.
Sedaj bomo počasi začeli s pravim delom našega druženja in vas bom prosila, da preverite, če imate pri sebi že pripravljeno nekaj papirja za zapiske in seveda tudi pisalo, kaj vam bo papir brez pisala. Telefon zdaj že veste, razumete, zakaj ga potrebujemo. Vidimo, da bomo v Mentimetru lažje komunicirali, kot bi sicer preko Conversations. Prosim vas pa tudi, da odprete svoje možgane. Dovolite, da danes poznate in se morda naučite nekaj novega, kar bo v resnici pomenilo, da se boste mogoče morali odučiti nekaj starega. Brez odprtih možganov nobeno učenje ni učinkovito, prav tako pa bomo potrebovali še nekaj. To na sliki ni žaba, to na sliki ste vi z nasmehom od ušesa do ušesa. Kajti pozitivna naravnanost, odprti možgani in potrebni pripomočki so vse, kar bomo potrebovali danes do pol enih. Upam, da ste si uspeli pripraviti. Sedaj pa štartamo. Rekli smo, ko sem vam govorila o palcu, kot prvem načelu pozitivne revolucije, da je učinkovitost. Učinkovitost pomeni, da si zastavimo cilj in ga tudi dosežemo. In na tej točki bi bila zelo hvaležna, če bi lahko vi razmislili o svojih ciljih. Čemu ste se vi odločili udeležiti tegale webinarja? Spet bom zapustila našo prezentacijo in se bom sprehodila skupaj z vami v Mentimeter. Tisti, ki ga imate odprtega že od prej, se vam je že pojavilo novo vprašanje. Tisti, ki ste se nam zdaj pridružili, prosim, vtipkajte 3x2 menti.com in ko se vam ta odpre, vas prosim za kodo in napišete 562684. In potem smo skupaj pri istem vprašanju. Zelo bi bilo koristno, da zvemo, s kakšnim namenom, s kakšnim ciljem ste se vi odločili udeležiti tega webinarja, kaj torej želite doseči s svojo prisotnostjo in sodelovanjem tukaj. Dobili smo prvih 6 odgovorov, hvaležna bom še za ostale. Evo, hvala, Mojca, da ste se podpisali. Kdor je že napisal, mu bo mogoče zanimivo brati odgovore. Zdaj vas je pa že 64 odgovorilo, čudovito. Evo, zelo zanimivo.
Hvala vam, Renata. Da bi skočil iz škatle pri spodbudah za nadaljevanje življenja v posebnih razmerah, da bi bila bolj kreativna, da bi si razširila obzorja, da bi bila del aktivnega pristopa k dojemanju sprememb, da bi se kaj novega naučil, da bi izboljšal svojo prihodnost, da bi se naučila širiti pozitivo prek webinarjev, da bi spremenila svoje dojemanje, da bi šla ven iz svojega okvirja, ker sem radoveden. Ljubše mi je, če odgovarjate za to, da bi. Torej, tudi če bi rekli za to, da zadovoljim svojo radovednost, je že bolje, da bi dobil nove ideje, nov zagon, novo motivacijo, pozitivno energijo za nekaj naslednjih dni, da bi napolnil svoje možgane, da bi dobro izkoristil dan, da bi postal bolj učinkovit, osebna rast, končno malo časa za izobraževanje, ki si ga lahko vzamem, da bi bila v bodoče lažje kos izzivom teh razmer, da bi gledala namenom, kako pomagati drugim, ki tarnajo nad osamljenostjo in depresijo. Danes je res boljši dan. Najlepša hvala vsakemu. Kot rečeno, to je v resnici že del našega današnjega izobraževanja, namreč, da se navadimo, da se čisto vsaka stvar začne s cilji. Torej, vedeti moramo, kakšnim namenom nekaj počnemo. In čim si sčistimo, čim ga znamo ubesediti, čim ga znamo predstaviti, je kot da bi si naredili cilj za potovanje. Ko veš, kam greš, je lažje priti tja. In hkrati je zelo koristno, da v timu vsi predstavimo svoje cilje in jih kar se le da poenotimo. Če tega ne naredimo, domnevamo, da imajo drugi iste cilje kot jaz, in smo potem čisto zgroženi in šokirani in nejevoljni, ko ugotovimo, da temu ni tako. Tako da prvi korak vedno in povsod, razmišljanje je namerno dejanje, razmišljanju sledi komuniciranje, sledi delovanje, sledi obnašanje, sledijo navade. Torej, najprej postavimo cilje. Tukaj sem zato, da bi. In vprašanje ni zakaj. Vprašanje je čemu. Kajti odgovor na zakaj je zato, ker. In ker greste v preteklost. Mi pa se vprašamo čemu, zato, da bi. In če se spomnite, konstruktivno ustvarjamo prihodnost. Nekaj ciljev, ki sem si jih jaz zastavila, ko sem dobila to sladko naročilo, da ga izvedem za vas. Moji cilji so, da vam pomagam razumeti, kaj se ta trenutek z nami dogaja. Mogoče ne z vami osebno, ampak z ljudmi okoli vas. Potem bi vam rada predstavila, kako prepoznati priložnosti v izzivu trenutne in prihodne situacije. Trenutna situacija samoizolacije, prihodna situacija življenje po njej, za katerega si ne znamo točno predstavljati, kako bo izgledalo. Rada bi vam predala eno strukturo za razmišljanje, ki vam bo pomagala, kadar vas slučajno prevzamejo čustva. Čustva so čudovita. To, da ne, kadar blokirajo misli in dejanja. Četrti cilj, rada bi vas naučila tehnike za soočanje z izzivi in za reševanje težave. Torej, danes boste spoznali eno metodologijo, kako se lotiti stvari, kadar ste pred izzivom oziroma kadar morate rešiti težavo. Tudi zato boste potrebovali svinčnik in papir, kajti nekaj časa boste izključno vi sami delali. In na koncu zdi se mi vedno pomemben cilj, da se imamo fajn. Če se nimamo fajn, potem si ne bomo nič zapomnili, ker bomo samo razmišljali, kako je grozno. Tako. Ne vem, če se spomnite, Slavenka Drakulić je v 90-ih napisala kultno knjigo, kako smo preživeli komunizem in se celo smejali. In srčno upam, da bo marsikdo med vami, ki danes poslušate, napisal svojo zgodbo o tem, kako ste preživeli samoizolacijo in čas po njej,
in se smejali oziroma postali pozitivni. Poglejmo par korakov nazaj. Spomnite se, kakšno je bilo dogajanje še pred nekaj meseci. Najbolj prodajane knjige so bile tiste o izgorelosti. Ljudje so izgorevali na delovnem mestu in se niso več smejali. Niso več zmogli vseh obveznosti konkurenčnosti. Greta je hodila po svetu od politika do politika in vsakega posebej prosila, da ustavi svojo obsedenost z gospodarsko rastjo, ki žre naše naravno okolje in s tem vire za njeno generacijo. Ona se ni smejala, politiki se niso smejali. Politiki pač odgovarjajo lobistom, ki želijo čim več, čim prej, in odgovarjajo volilcem, ki želijo imeti vsaj varno zaposlitev, te tudi včasih v kakšni takšni panogi, ki je v resnici na ljubo škodljiva za dolgoročni obstoj naslednje generacije. In tako hitrosti našega poslovnega in osebnega življenja in istočasnega pomanjkanja samorefleksije ni bilo videti konca. To, kar gledate pred sabo, je še ena od mnogih naraščajočih krivulj, ki govori o tem, kako so letala potrebovala 50 let, da so dobila 50 milijonov uporabnikov. Ne, letala potrebovala 64 let za 50 milijonov uporabnikov. Avtomobili 62, telefoni 50, elektrika 46 in tako dalje. Pokemon Go je dobil 50 milijonov uporabnikov v samo 19 dnevih. Če to ni naraščajoči tempo sprememb, potem pa tudi ne vem. In v tem tempu sprememb smo mi sicer dogajanje na drugem kontinentu, daleč stran od nas, pa potem že v sosednji državi samo vzvišeno, najprej radovedno, ampak resnici na ljubo vzvišeno, arogantno opazovali, dokler se nismo lepega dne tudi sami zaprli v svoje domove. Do nadaljnega, so nam rekli. Na tej točki bi mogoče dala en disclaimer. V današnjem webinarju ne bom govorila o tistih 20% ljudi, ki ta trenutek delajo še veliko več, da lahko preostalih 80% prebivalstva ne širi virusa. In prav tako ne bom omenjala tistega 1%, lahko jim rečemo vojnih dobičkarjev, ki izkoriščajo situacijo preostalih 99% dobronamernih ljudi. Tako da predstavljajmo si ljudi, kot si ti in jaz. Niso čisto vsi v našem položaju. Čisto mimogrede, ne vem, če veste, ampak kot prvi so karanteno uvedli v Dubrovniku. Ja. Za 30 dni so morali mornarji s svojimi ladjami na okoliške otoke, tukaj sem vam jih označila katere, čakati in opazovati, ali se bodo pri njih pojavili simptomi kuge. To je bilo davnega leta 1377 in se je imenovalo Trentina. No, 3 generacije zatem, leta 1448, pa je beneški senat osamitev podaljšal na 40 dni ali karantina. In od tod imamo danes izraz karantena. In ljudje, ki so se zaprli v svoje domove, so naenkrat obstali. Povpraševanje po ne najbolj nujnih življenjskih dobrinah je obstalo. Trg storitev je obstal. Denarni tok je obstal. Edino, kar ni obstalo, je strah. Strah je podivjal pri ljudeh. Od česa bomo zdaj živeli? Od česa bomo potem živeli? In človek je v svojem razmišljanju in posledično v svojem ravnanju v marsičem še dan danes prav človek.
In ta človek, ko je zaslišal šum v grmovju, je v grozi pred divjo živaljo ali mogoče pred nevarnim sosednjim plemenom reagiral na enega od teh treh načinov. Fight, torej je zbežal, flight, če se je dalo, šel je v boj, fight, če je bil za to pripravljen, ali pa je freeze, okamenel, če je bil strah močnejši od vsega. In tudi na strah, ki ga povzroča skoraj popoln zastoj gospodarskih aktivnosti, so ljudje reagirali podobno. Nekateri so šli v boj za svoje službe, za svoje plače, za svoje stranke, za čim več znanja. Drugi so zbežali, se pokrili čez glavo in doma hibernirajo v upanju na boljše čase. Tretji so okameneli tesnobo, ki jih duši. No, nekateri pa so se odločili s tem soočiti. Zdaj počasi razumevamo pojem, ki ga je pozitivna psihologija uvedla pred nekaj leti in ga pri nas prevajamo skoraj dobesedno in zato malce nerodno, rezilientnost. Torej, emotivna odpornost na spremembe. Resilience. Spremembe in krize pa so pravzaprav stalnica našega življenja. Samo od nas je odvisno, kako zelo opremljeni smo za to. Zdaj, če mi dovolite, bom naštela nekaj, verjetno tudi vaših sprememb v vašem dosedanjem življenju. Od doma ste šli v vrtec, iz vrtca ste šli v šolo, iz razredne stopnje ste šli na predmetno stopnjo, iz osnovne šole ste šli na srednjo šolo, iz šole ste šli v službo in potem ste tam šli iz enega delovnega mesta na drugega, pa ste šli od prvega fanta ali punce na drugega, pa na tretjega, pa ne vem, četrtega partnerja, od para ste mogoče šli do družine, morda do ločitve, na poti ste izgubljali svojce in prijatelje in nenehno ste se morali soočati z naraščajočim tehnološkim razvojem. Tukaj je še en primer naraščajoče krivulje, tukaj piše, da je pa Angry Birds potreboval 50 dni, da je dobil prvih 1 milijon uporabnikov, Facebook 3 leta in pol. Naraščajoč tehnološki razvoj od nas zahteva nenehno učenje, poleg tega se zgodijo še kakšne posledice napačnih odločitev ali nepričakovane situacije. Hočem reči, spremembe so povsod okoli nas. Mogoče je bilo pri pračloveku kakšen 1 milijon let življenje bolj predvidljivo. Iskreno so se tudi v preteklih stoletjih menjavale generacije, preden se je karkoli spremenilo. No, dejstvo je, da življenje v 20. in 21. stoletju ni več stalnica. Je niz sprememb, ki jih lahko vidimo ali kot izziv ali kot problem, odvisnosti od tega, kako pripravljeni smo nanje. Nekateri spremembe sprejmejo lažje, drugi težje. Zdaj, ali se bomo znali s temi spremembami soočiti, je v resnici odvisno od nas. Odvisno od tega, kako zelo smo uspeli strenirati svoje možgane, svoje misli, svoja čustva. Čustva se oglasijo 4000-krat hitreje kot se racijo, če le ne uspemo racija strenirati. In zato jaz rada govorim o treniranju razmišljanja. Torej, samoizolacijo in svet po njej boste veliko lažje sprejeli in preživeli tisti, ki ste že in še boste trenirali svoje možgane. Danes znanstveniki potrjujejo to, kar je dr. Edward de Bono ugotovil že v 60. letih prejšnjega stoletja, da lahko vplivamo na svojo inteligentnost, da lahko vplivamo na svoje razmišljanje, da lahko vplivamo na svojo kreativnost, osredotočenost in celovitost. Ko rečem celovitost, si jo predstavljate kot nasprotje enostranskosti. Mi grozno radi vidimo samo skozi svoje plašnice. Samo ko boste videli bolj celovito, boste rekli, da lahko dobro razmišljate. Temu rečemo, da so možgani nevroplastični. In če povem bolj po domače, zato tale slika,
Vi lahko dobro pojete, plešete, tečete že čisto naravno. Vendar, če se boste to odločili in boste to trenirali, boste peli in plesali in tekli veliko bolje. Zato, ker boste redno trenirali petje in ples in tek. No, in točno tako velja tudi za razmišljanje. Če se boste odločili in se začeli učiti orodje razmišljanja, kot jih je razvil dr. Edward de Bono v preteklih 3 desetletjih prejšnjega stoletja, boste redno to vadili, boste to redno utrjevali, boste sčasoma postali boljši razmišljevalci, če hočete bolj modri in s tem boste veliko bolj kos situacijam. Če boste gledali, gospod je napisal preko 80 knjig, nekatere sodijo v okvir humanizma, kot je že omenjen priročnik za pozitivno revolucijo, nekatere sodijo pod okvir paralelnega razmišljanja, kot je na primer 6 klobukov razmišljanja ali pa moč zaznavanja ali pa Kort 1. Zakaj gre pri paralelnem razmišljanju? Vidite, tukaj zgoraj sta 2 puščici. Ena nasprotuje drugi. To je način našega delovanja zelo pogosto danes. Jaz se odločim, jaz vem in jaz to potem zagovarjam, še najbolj s člani svojega tima, s katerimi se počutim najbolj domače. Uničevalno. Jaz imam prav, ti imaš narobe, ne, ni res, jaz imam prav, ti imaš narobe. Zapravimo neskončno časa, špricajo čustva, zapravljamo energijo, zapravljamo vire, nikamor se ne premaknemo. Zato je de Bono razvil orodje paralelnega razmišljanja, kjer midva skupaj najprej pogledava prednosti neke zadeve, šele potem midva skupaj pogledava slabosti neke zadeve in potem midva skupaj probava najti čim več rešitev, čim več idej, čim več možnosti. Torej vsakič, ko kdo od vas pričakuje kritično razmišljanje, lepo prosim, to ni kritično razmišljanje. To je bitka 2 egov. Kritično razmišljanje se igramo tako, da skupaj vsak iz svojega zornega kota išče pluse, potem šele minuse in na koncu rešitve. In tako razmišljamo paralelno, skupaj gledava v isto smer, ne moreva zapraviti časa za ubijanje en drugega, ampak za zasledovanje skupnih ciljev. Čisto na kratko, kaj pa je lateralno razmišljanje ali razmišljanje od strani, kot ste prej med svojimi cilji govorili, ste rekli, da bi radi imeli, prišli ven iz škatle, da bi pogledali drugače na zadevo. Lateralno v bistvu pomeni, laterala je stran, torej razmišljanje od strani. Tista spodnja cesta je glavna cesta, rutinska cesta. In 80% naših dejanj je takšnih, kot so naše navade, rutine. Ni potrebno biti kreativen vedno in povsod. Včasih je pa koristno skočiti iz glavne ceste na stransko, vidite zeleno piko, zeleno kot zeleni klobuk kot ideje in pogledati, kakšen je pa pogled, uvid, ideja, koncept tam. Zakaj puščice kažejo nazaj? Ker je nova ideja logična za nazaj, ni pa prišla logika nam po pomoč, ko smo jo ustvarjali. Tako da de Bonove knjige, de Bonove delavnice, de Bonovi treningi so predvsem povezani ali z paralelnim razmišljanjem ali z lateralnim razmišljanjem. Jaz vam danes zelo na hitro predstavila osnovo vseh osnov vsakega razmišljanja. To je de Bonova znamenita metoda 6 klobukov, ki nam pomaga pri tem, da se nam misli ne valijo in valjajo čez možgane. Veste, kako je to, ne? Ko imamo vsekrat informacije, čustva, prednosti, slabosti, kreiranje, kritiziranje, vse naenkrat, kaos. Kadar delamo 6 klobukov razmišljanja, smo mi tisti, ki vodimo naše misli. Klobuk je simbol za nekaj, kar zavestno sprožiš in zavestno snameš.
torej ti si tisti, ki vodi svoje misli, ne misli tebe. Barva je 6 barv, vsaka simbolizira drugo smer, drugo vrsto razmišljanja. Na kratko vam jih bom predstavila, potem vam bom predstavila model za razmišljanje, kadar ste soočeni z izzivi oziroma ste pred problemom. Na koncu jih boste uporabili pisno sami. Če gremo po vrsti, modri klobuk, moder kot nebo nad nami, modri klobuk, na glavi ga ima moderator. Ena sama oseba na sestanku ali v pogovoru skrbi za strukturo. Torej gre za razmišljanje o razmišljanju. Na začetku se vprašamo, kaj je cilj, kaj želimo doseči, o čem točno razmišljamo. Na koncu povzetek, zaključek, nadaljnji koraki. Vmes pa naš moderator, naš modri klobuk skrbi, da se ljudje držijo cilja, da se držijo fokusa, da se držijo klicane tehnike in časa. Jaz sem danes vaš moderator, jaz pazim, da bomo midje skončali v 12:30, pazim, da me ne bodo besede potegnile drugam, da bi šla ven iz cilja ali bolj iz tehnike, in potem, ko bomo, ali ven iz fokusa, in potem, ko bomo pri posameznih klobukih, bom pazila, da smo v klicani tehniki ali orodju oziroma klobuku. Jaz sem vaš moderator. Beli klobuk, ki ga lahko predstavljate, bel kot nepopisan list papirja. Tukaj mi delimo informacije, ki jih imamo, hkrati pa tudi že informacije, ki jih potrebujemo. Torej, vem, da ne vem, in vprašam koga drugega, če mi pomaga pri razmišljanju. Pod bel klobuk pa sodijo tudi stališča drugih ljudi. To je zelo pomembno. Mnenje, čustvo, stališče nekoga drugega je dejstvo zame, na to ne moremo vplivati. Tako kot ne moremo vplivati na telefonsko številko ali pa kodo na internetu. Stališče drugega sodi pod beli klobuk. Ko pa mi govorimo o lastnih čustvih, kaj se v nas dogaja, takrat pa imamo na glavi rdeči klobuk. Rdeč kot kri, rdeč kot ogenj, če hočete, rdeč kot tista rdeča cunja, s katero jezijo bike. Torej, čustva, občutja, intuicijo, to delimo pod rdečim klobukom. Zelo pomembno je, da se zavedamo, da so čustva del razmišljanja in da se torej hkrati tudi zavedamo, da je njihov čas samo takrat, ko je klican, torej v svojem času, na svojem mestu. Brez tega bodo čustva špricala ves čas. Sploh v tej situaciji, kjer nekateri, kot rečeno, grejo v beg, nekateri v boj, nekateri pa zmrznejo. Mi jih moramo voditi, da se bodo znali soočiti s situacijo. Poglejmo naprej, nataknimo si rumeni klobuk. Rumen kot sonce. Koliko lepši so v resnici naši dnevi zdaj, ne glede na situacijo, zato ker je sonček. Rumen klobuk je tisti, s katerim mi izražamo prednosti, koristi in priložnosti s svojega lastnega zornega kota. Torej, meni se zdi vredno, meni se zdi koristno, meni se zdi priložnost to in to. Torej, v tem smislu lahko rečemo, da logično pozitivno navajamo pod rumenim klobukom, pod črnim, kot si lahko mislite, logično negativno. Črn je črn kot sodniška halja ali kot črna pika. Tukaj naštevamo slabosti, omejitve, tveganja iz svojega zornega kota. Nekdo, ki tukaj sodeluje. Na koncu je še zeleni. Imam zelenega, evo ga, še zeleni klobuček si bomo nataknili. Zelen kot narava, zelen kot trava. Divje, neukročeno, to velja za naravo, to velja za ideje. Ni jih konca. Tukaj je kreativnost, tukaj so možnosti, tukaj so rešitve,
novi koncepti, kaj vse bi lahko naredili, na katere ideje vse še lahko spomnimo, katere možnosti še obstajajo, to sodi pod zeleni klobuk. Še enkrat vas opozarjam na to zaporedje rumen, črn, zelen. Torej, čim boste nekaj vrednotili, presojali, ocenjevali, kritično razmišljali, prosim, jemljite to kot sveto trojico. Najprej plusi, potem šele minusi. Prav človek v vas bo namreč lahkoto z veseljem šel v črn klobuk takoj. Takoj bo začel naštevati, zakaj se ne da, zakaj ne gre, zakaj nima smisla, vendar na ta način se ne boste premaknili naprej. Ne pozabite konstruktivnost. In čim imate novo idejo, novo priložnost, dajte jo najprej pogledati za rumeni klobuk. Zavestno se potrudite in 3 minute iščite vsaj 7 prednosti. Če v 3 minutah res niste našli 7 prednosti, lahko idejo zavrnete in potem ne rabite porabljati pol ure, da naštevate še vse minuse tega sveta. Če pa ste našli dovolj vrednosti, prednosti, koristi, priložnosti, potem je pa čas, da greste v drugem koraku vašega kritičnega presojanja v previdnost, v ovire, v potencialna tveganja, v morebitne probleme. Naštejte jih. Čim več, tem bolje. Zakaj? Ker temu sledi zeleni, temu sledijo ideje, temu sledijo rešitve. Še dobro, da smo se spomnili, da nimamo dovolj ljudi. Kaj lahko naredimo s tem številom ljudi? Še dobro, da si povedal, da to ni v skladu s tem pa tem zakonom. Kaj lahko naredimo v tem primeru? Torej, biti previden je koristno izključno in samo zato, da se pomaknemo naprej in začnemo iskati rešitve. Več problemov, kot boste našli, boljše bo, ker boste s tem našli več odskočnih točk do novih rešitev. Tako to deluje. Evo, kadar razmišljamo z metodo 6 klobukov razmišljanja, razmišljamo torej paralelno, skupaj istočasno, vsi člani tima v isto smer, torej na isti način. Naprimer, cilji, informacije, ideje, zaključki. To je v bistvu kratek vrstni red za razmišljanje, kadar imate problem. Modri je namenjen, kaj želimo doseči, rešiti ta pa ta problem, informacije, kaj povzroča problem, zeleni, ideje, kako bi ga lahko rešili, modri, zaključki, kdo točno bo naredil, kaj točno. Tako zadeva poteka. Ko klobuke razlagam otrokom, jim dam za primerjavo enega raziskovalca, ki je potoval na neznani otok in je na tem neznanem otoku videl en vulkan pa enega ptiča. To je pač pritegnilo njegovo pozornost. Tako da, ko se je potem vrnil, ni znal povedati sponzorjem svoje odprave, kaj je tam bilo. In potem rečem otrokom, da so ga sponzorji naučili orodja SJVZ. Sever, jug, vzhod, zahod. In so mu rekli, naj gre nazaj na tisti otok, naj gre na najvišjo točko otoka in naj opazuje najprej samo na sever, potem na vzhod, potem na jug, potem na zahod. Torej, namerno usmerja svojo pozornost samo v eno smer. In šele na koncu bo lahko povedal, kakšen je ta neznani otok. In na enak način funkcionirajo klobuki. Usmerimo se in delimo samo čustva. Ali pa se usmerimo in delimo samo informacije. Ali pa se usmerimo samo v stališča. Stališča za, stališča proti. Če ste bili prej pozorni, sem rekla vsaj 7 plusov, vsaj 7 minusov. Torej, razmišljanje ni enostransko voda na svoj mlin. Razmišljanje je, kolikor se le da celovito, plusi, minusi z mojega zornega kota, z tvojega zornega kota, danes, jutri, čez pol leta, čez 3 leta. No, in še 4. smer, ne bali razmišljanja, zeleni klobuk, ideje.
Zelo pomembno je, da tega ne mešamo med seboj, tako da kompas našega razmišljanja, naš usmerjevalnik je modri klobuk. In modri klobuk pazi, da ločimo, kdaj je čas za čustva, kdaj je čas za dejstva, kdaj je čas za ideje, kdaj je čas za vrednotenje, kdaj je čas za pluse, kdaj je čas za minuse. Brez tega, verjetno si lahko predstavljate, utegne biti kaos. Zdaj, kako z razmišljanjem reševati težavo? Prav človek v nas bo nagonsko reševal težavo tako, da je ne bo reševal, ker ga bo krmila in bo čakal na rešitev iz vesolja, princ na belem konju, vodstvo države, ali pa bo želel od težave pobegniti. Gostilne, pretiran šport, ljubezenske afere in podobno. No, kot rečeno, lahko pa se bo s težavo tudi soočil. Zdaj, kako razmišljamo, ko smo pred neko težavo, oziroma kadar se soočamo z izzivi? Čisto mimogrede, ljudje uporabljajo frazo reševanje težav, oziroma uporabljajo frazo kreativno reševanje težav. To je celo eden izmed načinov, kar ocenjujejo, ko ocenjujejo nivo izobraževanja v vseh šolah na svetu. Če malo razumemo razmišljanje, je bolj primeren izraz soočanje z izzivi. Ampak zato, da bi me vi lažje razumeli, bom jaz uporabljala tudi izraz reševanje težav. Zakaj gre? Ko imamo težavo, mi smo že težava, smo že tako zelo čustveno vpleteni, da je ne moremo rešiti. Moramo prositi nekoga za pomoč od zunaj in temu bo najlažje večinoma reševati rutinsko. Ko imajo gasilci težavo, pogori, oni nimajo časa za kreativnost. Oni imajo zelo naštudirano proceduro, kako reagirati v teh primerih. Kadar gasilci sedijo v gasilskem domu in se pogovarjajo, pa razmišljajo, kako bi lahko naslednjič bili še bolj učinkoviti, ali pa naredili manj kolateralne škode, ali pa porabili manj virov. Torej, ko imate težavo, težko razmišljate, ko imate izziv, torej imate čas za razmišljanje, takrat se pa splača razmišljati. In vrstni red za razmišljanje, kadar rešujete težavo, kadar se soočate z izzivi, je naslednji. To se vam po moje splača zapisovati in to ne samo, da pišete modri, ampak da kar pišete vprašanja. Ta vprašanja so za vas, ta vprašanja lahko uporabljate, da vodite razmišljanje nekoga drugega, ker čim človeku postavite vprašanje, grejo njegove misli v to smer. Za nas, ki smo naučeni v 6 klobukov razmišljanja, je pa celo bolj učinkovito, da samo rečeš modri in mi že vemo, kaj moramo narediti. Ampak vi si vseeno zapisujete vprašanja. Modri klobuk, moramo predstaviti, kaj je fokus članom našega tima. Naš fokusni stavek se glasi, kako bi lahko rešili to in to težavo. Oziroma, kako bi se lahko soočili s tem in tem izzivom. Zdaj, situacija mora biti predstavljena čim bolj konkretno in nikar se ne poskušajte ukvarjati s tremi zadevami hkrati. Kot ste opazili, je začetni stavek, kako bi lahko. Namreč, če boste vi sklicali sestanek in boste rekli, delo od doma je problem, bodo ljudje nehali razmišljati, ker se bo vklopil tisti prav človek v njih. Nagon, strah ali jeza ali obup. Če boste pa rekli, kako bi lahko izboljšali učinkovitost pri delu na domu, pol pa grejo razmišljati. Naslednji korak, beli klobuk, kaj povzroča težavo, oziroma kaj nam predstavlja izziv. Ta del, prosim, čim bolj temeljito pripravite, torej, kaj vemo, česa ne vemo,
katere informacije imamo oziroma katerih informacij nimamo, mnenja, stališča drugih ljudi, to zdaj že veste, to je dejstvo zame. Najprej pišite sami, šele potem podelite s člani svojega tima. Moramo delati tako, da najprej pišemo sami, potem delimo, ker če bomo se takoj začeli pogovarjati, kar smo ljudje sicer navajeni, bomo en drugemu ukradli misli iz glave in bomo pozabili na vse to, kar imamo v svojem lastnem rudniku. No, naslednji korak je zeleni. Katere vse možnosti za rešitev obstajajo. Katere vse rešitve, ki so možne in niso možne, ki so izvedljive in so neizvedljive, se še lahko spomnim. Tukaj vsak, ki razmišlja, napiše vsaj 7 alternativ. Ne zadovoljite se z 2, 3. 2, 3 ideje so nič. Niste razmišljali, napisali ste tisto, kar veste. Šele pol, ko se začnete mučiti, ko ne veste, kaj bi, ko začnete uporabljati orodja kreativnega oziroma lateralnega razmišljanja, takrat šele začnete razmišljati. In vzemite si 3 do 5 minut časa, če poznate katerokoli orodje, uporabljajte ga. Brainstorming ni orodje, je samo metoda za zadrževanje kritike. Brainstorming je fraza. Rabite vsaj naključno spodbudo oziroma slikovne asociacije, mogoče analogije, metafore, skemper, provokacije, izpodbijanje, magično idejo, karkoli. Samo se namatrajte, da naštejete vsaj 7 idej. Spet, najprej jih pišete pri sebi, potem jih šele delite z drugimi in tega ne komentirate, zato da se izognete vrednotenju. Naslednji korak je rdeči, selekcija idej. Po občutku, ne racionalno, pomembno. Vi tako se odločite v svojem življenju, ste sprejeli čustveno, ne racionalno. In pri idejah je to še toliko bolj pomembno. Označite si tiste ideje, ki so vam wow, ki so vam vzele sapo, ki so vam ustavile kri v žilah. To so tiste, za katere boste zjutraj vstali, to so tiste, za katere boste živeli, to so tiste, za katere ste pripravljeni ubijati. Vsak član ekipe označi približno tretjino idej, ki se mu zdijo wow. V naslednjem koraku modri klobuk prešteje tiste alternative, ki so dobile največ glasov. To pomeni, da je največ ljudi prepričanih, da je ta ideja wow, torej največ ljudi je pripravljeno za to idejo zjutraj vstati. Ne pozabite, namen razmišljanja ni izpasti najbolj pameten. Namen razmišljanja je, da se mi zmenimo, kaj bomo naredili, kako bomo rešili to težavo, kaj bomo s tem izzivom in to potem tudi naredimo. Tako. V naslednjem koraku se začne vrednotenje idej, kakšne 3 bodo take, ki bodo dobile glasove od vseh ali skoraj vseh. Najprej boste vrednotili prvo, potem drugo, potem tretjo. Torej za prvo greste prednosti, kot jih vidim jaz, iz mojega zornega kota. Vsaj 7 plusov, 3 minute, potem šele poročate en za drugim. Naslednji korak, slabosti, kot jih vidim jaz. Vsaj 7 minusov, 3 minute vsak zase dela, potem šele poročate en za drugim. Tretje, zeleni, premagamo te slabosti, vsaj 3 rešitve za vsak problem. 5 minut. Ne eno rešitev, ne obupanice ne da, minimalno 3 rešitve za vsak problem in dajte si katero izmisliti. Kreativnost pomeni, da si izmisliš nekaj, kar še ne obstaja. To ne pomeni, da to že jutri uresničiš. Najprej si izmisliš, potem pa greš v proces uresničevanja. Če ste bili pozorni, vidite, da imam zeleni klobuk 2-krat. Prvi zeleni klobuk je bolj provokativen, drugi je malo bolj praktičen. Modri naredi povzetek ocenjenih idej, z rdečim izberemo ideje, da se premaknemo naprej in z modrim naredimo zaključek, kdo točno mora, kaj točno, do kdaj točno.
To je akcijski načrt. Če se le da, naj se ljudje sami javijo za tisto, kar želijo narediti. S tem se bodo javili za stvari, v katerih se počutijo kompetentne, in s tem boste vi videli, kdo se nikoli ne javi. Kdor se nikoli ne javi, ni pripravljen na 5. načelo pozitivne revolucije, in to je prispevek. Prispevamo. Vsak svoje. Tako. To je najbolj enostaven način, kako razmišljati, ko rešujete problem oziroma se soočate z izzivom. Tale vrstni red vam bo vzel, če ste malo seštevali, če ga boste delali sami 20 minut, če ga boste delali v timu in boste delili po mojih navodilih pa slabo uro. Jaz absolutno priporočam, da delate v timu, ker več glav več ve, ker se več ljudi spomni več stvari. Videli boste, da bo vaše razmišljanje postalo veliko bolj akcijsko, veliko bolj proaktivno in našli boste možnosti, na katere vmes ne bi niti pomislili. Torej, namesto da okamenite v situaciji, kakršna je, namesto da bežite stran, namesto da se bojujete z ljudmi in stvarmi, ki sploh niso povezani, soočite se z zadevo na premišljen način. Saj, če smo iskreni, vi se, drugače ne bi za 1 ure že preživeli z menoj. Torej, kaj bomo zdaj počeli? Vadili, seveda. Svinčnik in papir. Nujno. Jaz bom, jaz si nastavljam urico, modri klobuk bom jaz, vendar samo vi veste, kaj je vaša težava. Torej, vaše vprašanje bo, kako bi rešil to in to težavo, kako bi rešil ta in ta problem, oziroma kako bi se soočil s tem in tem izzivom. Torej, zdaj si zapišite en fokusni stavek, namenjen reševanju težave. Začne se torej z kako bi lahko. Vaš fokusni stavek, lepo prosim, naj bo čim bolj konkreten, čim bolj jasen, čim bolj enoznačen, ne delati 3 stvari naenkrat in vzamite neko zadevo, na katero imate vpliv. Vi ne morete vzeti zdaj za primer, kako bi lahko rešil COVID krizo, kako bi lahko iznašel zdravilo, če na to nimate vpliva. Vzamite nekaj majhnega, kako bi lahko izboljšal učinkovitost dela na domu, kako bi lahko izboljšal poročanje v timu, kako bi lahko skrajšal kolegije, nekaj preprostega, konkretnega, jasnega, enoznačnega, na kar imate vi vpliv. Dala vam bom 3 minute časa, da razmislite, kaj bi to lahko bilo. Napišite si, jaz bom te 3 minute tiho, zato da vas ne motim. Torej, modri klobuk 3 minute.
Tako, še minuta, da oblikujete, o čem torej razmišljate. Torej samo izziv si pišete. Zakaj sem vam dala toliko časa? Zato, ker nekateri zelo zafilozofirajo tukaj. Zdaj, karkoli imate, pazite, da je res konkretno, res jasno, res enoznačno, ne 3 stvari naenkrat in takšno, da dejansko imate vpliv, da boste dejansko čez 10 minut že lahko prišli do rešitve, ki jo boste lahko ob 12:30 že implementirali. Brez tega razmišljanje nima smisla. Tako, najlepša hvala. Zdaj, ko veste, o čem boste razmišljali, se premaknimo v naslednje. Naslednji korak je beli klobuk. Čisto mimogrede, če boste delali s timom, lahko tukaj pred belim jim omogočite rdečega. Da malo pojokcajo ali pa se pojezijo, kako velik problem to je. Ljudem je veliko lažje, če imajo možnost malo, si olajšati dušo, predstaviti svoja čustva. V vsakem primeru, naslednji korak po rdečem ali pa da ni rdečega, takoj po modrem je beli klobuk. Torej tukaj bomo zdaj razmišljali, kaj povzroča težavo, kaj nam predstavlja izziv. Kaj si boste zdaj pisali naslednje 3 minute, je, kaj vemo, katere informacije imamo, česa ne vemo, katerih informacij nimamo, kakšno so mnenja drugih ljudi. Zdaj imate čas, mogoče lahko še koga kaj vprašate, mogoče lahko pogledate kakšne vire. Torej, dajte si lepo prosim našteti čim več informacij. Informacije vam predstavljajo okvir za razmišljanje. Tako, še zadnjo minuto za naštevanje informacij. Bolj kot boste temeljiti, bolj kot boste natančni, več boste imeli od tega. Informacije so torej dejstva, tisto, kar je, ne samo tisto, nekaj splošno, kar se nam zdi.
Evo. In so minile 3 minute. Če vam gre težko od rok, imejte v glavi, nekateri delate to čisto prvič. Katerokoli stvar delate prvič, drugič, tretjič, je na začetku težka. Spomnite se, plavanje, vožnja s kolesom, smučanje, kolikokrat ste morali poskusiti zadevo, da ste danes samoumevni, vožnja z avtomobilom. Isto velja za razmišljanje. Tako da, če vam je težko, je to normalno. Zdaj vam bo še težje, to zdaj malo heca. Zakaj vam bo še težje? Kajti čas bo za zeleni klobuk. Bel klobuk, ljudje rečejo, ma jaz sem analitičen, jaz sem racionalen, informacije seveda logično. Če delajo prav, ugotovijo, da že to ni lahko. Zelen klobuk, naštevanje idej, katere vse ideje obstajajo, na katere vse ideje se lahko spomnimo, na katere vse rešitve, izvedljive in neizvedljive, kaj si lahko izmislimo. To je nestreniranemu umu težko. To je eden od razlogov, da ljudje tako zelo padejo v svoj ego in rečejo, to tako je, ker to tako mora biti. Ker v resnici to pomeni, da ne znajo se spomniti množice alternativ. Zdaj, če ste vi še z nekom, dajte si pomagati, da bi se malo pogovarjala. Prosila vas bom namreč, da naštejete vsaj 7 možnih alternativnih rešitev. Nikoli 1 ali 2. Vedno imejte v glavi, lahko bi še to ali to ali to. In bolj kot bo nenavadno, v resnici boljše bo. Ker tiste navadne že obstajajo. Kaj boste z navadnimi? Od navadne nimaš nič. Evo, prepuščam vam in vašim mislim, dam vam 5 minut časa. Vprašanja nam pošiljate v Q&A, medtem ko nekateri pišete, lahko ostali pošljete še kakšno vprašanje. Jaz sem si osvobodila roke ravno zato, da vam lahko odgovarjam. Sicer, če gledate uro, imamo pa še dobre 3 minute.
Tako, še dobra minuta časa. Vprašajte, ker imate otroke doma, če delate doma, dajte njih malo vprašati. Ne vrednotiti, odprite se, da si izmislite nekaj, kar še ne obstaja. To še zadnjih 7 sekund, vendar jaz še odgovarjam na eno vprašanje v Q&A. Evo. Naš čas, ta trenutek za to delo je potekel. Obstaja razlog, da vam dajem omejen čas, in ta razlog je v povečanju vaše osredotočenosti. Če bi imeli samo minuto časa, bi zapaničarili in ne bi ničesar odgovorili. Če bi vam dala 10 minut, bi pa spotoma šli še kavo kuhati, pa na stranišče, pa vse ostalo. Upam, da ste bili iskreni do sebe in ste res napisali vsaj 7 možnih rešitev, tudi če so nekatere vmes malo vesoljske, brez skrbi. Zdaj, če bi vi delali timsko, torej še z nekom, to bi zdaj pravi sestanek, bi delili po individualnem delu, torej najprej bi vsak napisal v tišini svojih 7 idej, potem bi delili tako, da bi poslušali in zapisovali brez vrednotenja. In na koncu gradili na idejah nekoga drugega. Toliko čisto na kratko o zelenem klobuku, torej zaenkrat smo imeli za reševanje težave modri klobuk, kaj želimo narediti, beli klobuk, kaj povzroča težavo, zeleni klobuk, katere vse ideje obstajajo, in sedaj je čas, pa ne gre naprej, za rdeči klobuk, za izbor idej. Tukaj zdaj prosim izberite idejo, ki se vam zdi najbolj nenavadna. Najbolj nenavadna. Ne vzeti tisto, kar je uresničljivo takoj, tisto ni ideja. Vam dam 30 sekund, da greste še enkrat skozi, tisto, pri kateri ste se najbolj nasmejali, ali pa vam je bila mogoče najbolj nagravžna, tisto si vzemite. Evo, po moje ni bilo težave najti najbolj nenavadne med vsemi. Kako se to dela v skupini? Kot rečeno, vsak član tima izbere tretjino idej. Vi boste zdaj na tej točki sprejeli nek zaključek zase, kaj točno bom naredil, do kdaj točno. In po moje se vam je to že vmes izkristaliziralo, zato vam bom dala samo minuto in pol časa, da si napišete. Pisanje je blazno pomembno, pisanje kristalizira naše misli. Če nekaj držiš v glavi, je kaos. Če nekaj poveš, tegne biti še poleg vsega narobe razumljeno. Zato pisanje. Torej, kaj točno bom naredil, do kdaj točno? Napišite si, prosim. Opa, ja. Minuto in pol.
torej akcijski načrt, to in to bom naredil do takrat pa takrat. Brez tega razmišljanje nima smisla, razmišljanje, še posebej, če rešujemo težave, je namenjeno ukrepanju. In vsak izmed nas lahko kaj naredi tudi sam, ne da čaka druge. Tako. Torej, kratek vrstni red za reševanje težav, kot že rečeno, cilji, informacije, ideje, zaključki. Kaj bi rekli, kako vam je šlo? Vidim, da ste nekateri prej vpisovali v Q&A, mogoče samo tja daste en znakec, smiley ali pa bedi ali pa oceno od 1 do 5 za samo oceno, kako vam je šlo. Lahko pišete kar v Q&A. Evo, tam imamo par zanimivih Vesnihinih odgovorov, ki je lepo pisovala celo nalogo vsem, kar se mi zdi super. Tako, se še nabirajo, ocena 3, ocena dobro, smiley 5, testiram na drugih, yes, do it, super koristno in uporabno, me veseli, da vam je šlo. Srečna sem, solidno 3, ok, to je že dobro, 4, začeti je treba, ja, samo začeti je težava, to je tako kot pri športu ali pa, ne vem, učenju kitare. Ravno to sem potrebovala, da premaknem podjetje naprej, super, zelo uporabno pri iskanju rešitev s svetovalkami, dobro, usmerjeno, pozitivno, me veseli, odlično, no. Morate vedeti, ko človek sestavlja program za webinar, nikoli ne ve, a gre v pravo smer ali ne. Torej, me veseli, da vam je šlo, 4, 5, še kar dobro, odličen seminar, boljše, kot bi si mislila, ja, struktura pomaga. 3 do 4, bom ponovila, super, ja, ponovite, zelo sem vesela in hvaležna. Zdaj samo, da vam povem, kako bi šli naprej, če bi šli čisto prav. Torej, če bi šlo to naprej, bi potem modri, ne, izbral tiste, ki so dobili največ glasov od vseh članov tima in potem bi vrednotili eno in drugo in tretje. Modri moderator, rumeni, potem bi pa moderator vodil, da vsi iščejo prednosti, vrednosti, koristi, priložnosti, jih naštejejo vsaj 7 v 3 minutah, najprej pišete, potem poročate, potem bi črni, ne, skrbel za to, da pa ne pozabimo tudi na slabosti, ovire, tveganja, jih naštejemo vsaj 7 v 3 minutah, če delate z drugimi isto, najprej pišete, potem poročate, en za drugim, tako da se dopolnjujete, črnemu sledi zeleni in potem modri za pregled, povzetek ocen, rdeči za selekcijo in seveda tudi tim, predvsem tim mora končati s konkretnim akcijskim načrtom, kdo točno, bo kaj točno, do kdaj točno. Potem pa vam prosim lepo vklopite še agilne metode dela in to dnevno pregledujte. Torej, to je vrstni red za reševanje težav, 2, 4, 6, 8, 11 korakov. Mogoče se vam zdi preveč, ampak tako kot ne moreš palačink dobiti tako, da pač neke stvari mečeš v lonec, ampak imaš recepte in greš po korakih, tako tudi tukaj pejte po korakih. To je vaš recept. Kadar boste pred težavo, kadar imate izziv, to je vaš recept. Torej, lepo vas prosim, dajte se lotiti vsakega problema premišljeno. Ko ste na sprehodu z psom, boste z glavo na sprehodu z psom. Ko imate problem, vzamete si 20 minut, svinčnik in papir. To je tako rekoč edina rešitev.
Varite, 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 to vam daje moč in ponos. Enako, kot da bi vadili ples, videli ste prej tistega fanta, baletnika, kot da bi vadili ples, kot da bi vadili petje, kot da bi vadili tek. Dobili boste večjo rezilientnost, torej odpor na spremembe, ne bodo vas tako več prizadele, posledično boste postali močnejši, ponosnejši na sebe, začeli boste uživati v ustvarjanju in tudi ustvarjanju dobička. Tukaj vam kažem letak za konferenco o kreativnosti, morala bi biti naslednji teden, obkrožena je z Debonovo mislijo. Kreativno razmišljanje ni stvar nadarjenosti, temveč je veščina, ki se je mogoče naučiti. Ljudem podeli moč, saj okrepi njihove naravne sposobnosti, izboljša timsko delo, produktivnost in, če je to primerno, dobiček. Na drugi strani pa piše, kreativnost je odličen motivator, ker sproži zainteresiranost pri ljudeh za tisto, kar počnejo. Kreativnost da upanje, da obstaja ideja, ki ima vrednost. Kreativnost omogoči, da vsak lahko nekaj doseže. Kreativnost naredi življenje bolj zanimivo in bolj zabavno. Jaz srčno upam, da ste se zabavali tudi vi. Predno gremo narazen, imamo še 6 minut časa. Lepo prosim, vzamite spet v roke vaše pametne telefone. Prosila vas bom, da tja napišete tiste 3 stvari, ki si jih res hočete zapomniti z današnjega srečanja. Kaj bi radi, da vam ostane? Dajmo skupaj narediti en mozaik znanja. 2 minuti bom tiho, 2 minuti pa pol bom tiho. Kdor je prvič z nami zdaj, 3x2 menti.com, koda 5626884, zapišite si 3 stvari, ki si jih res hočete zapomniti po tem današnjem webinarju. Evo, še 10 sekund. Aha, še prihaja, bom podaljšala, bomo uspeli biti točni brez skrbi za tiste, ki se vam mudijo, pol enih smo zaključili. Vendar mogoče je še zanimivo, da ponovimo, preberite si, ker boste s tem najbolj ponovili.
Tako. Prosim, vse, kar ste napisali, odnesite s seboj, vam je namenjeno, na ta način si bomo največ zapomnili. Vse, kar je na Mentimetru, se tudi naloži in boste lahko prebrali. Kakršnakoli vprašanja, predlagam, da jih postavite v Q&A, tam zraven, bom odgovarjala še na njih. Moram priznati, da mi je bilo zelo lepo v vaši družbi. Bi se pa na koncu še enkrat zahvalila vsem, ki so nam pomagali financirati, da lahko vi zastonj brezplačno pridete do znanja. Torej, Slovenska poslovna točka, Evropska unija in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Tako da najlepša hvala, jaz sem uživala, upam, da tudi vi. Za konec vam pa predlagam tole pesmico. Smiling is infectious. You catch it like the flu. When someone smiled at me today, I started smiling too. I passed around the corner and someone saw my grin. When he smiled, I realized I passed it on to him. I thought about that smile, then I realized its worth. A single smile just like mine could travel around the earth. So if you feel a smile begin, don't leave it undetected. Let's start an epidemic quick and get the world infected. Torej predlagam eno pandemijo pozitivnosti, dobre volje in kreativnosti. Soočimo se z izzivi in dajmo skupaj ustvarjati, da bo vsem bolje. Hvala vam.